Naš naslednji govorec ne prihaja iz sveta turizma, a vendar bo zagotovo zelo zanimiv. Ali pa morda ravno zato. Popeljal nas bo v razmislek o tem, kako v poplavi podatkov najti tisto, kar je resnično pomembno. Njegov pogled je svež, pronicljiv in unikaten. K besedi vabim operativnega in generalnega direktorja podjetja Outfit 7, gospoda Jerneja Česna. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz sem imel tak velik problem, ko sem bil kontaktiran za to predavanje. Bilo je nek tazga, če sem bi ti prišel nekaj povedati o podatkih. In pa tako, kaj ne jaz povem zdaj na turizmu o podatkih. Gledal sem malo nazaj in na prejšnjem slajdu je bil naš slogan Play, look, feel good. To je tisto, kar mi imamo kot naša firma. In če vem tukaj, I feel Slovenija, vsaj v eni besedi se ful dobro dobimo skupaj. In zato sem rekel, ok, gremo povedati nekaj od tega. Drugo vprašanje sem postavil, ok, imamo nekaj skupnega, kaj bi pa lahko povedal? Reka, ja, prve ste vse stvari tako lepo postavljene. Pa sem rekel, ok, pa dajmo narediti predavanje o tem, ker je pri nas vse toliko lepo. In podnaslov je, ker ne mogoče danes, ker imamo toliko podatkov, glavna stvar, ki moramo narediti, samo dobro vprašanje postaviti v ChatGPT. Kako vemo, da smo naredili pravo stvar, ko smo začeli s podatkami? Ker vemo, tukaj smo začeli, bomo šli na drugo stran, tukaj je cilj. In se rečemo, ok, če smo prišli na cilj, je to super. Kdaj vemo, da smo to dobro stvar naredili? Ja, najboljše pogledati, kakšni so rezultati. In tu so nekako rezultati, ki jih imamo v Outfitu. V zadnjih 10 letih smo med top 10 publisherji na celotnem svetu, ko pride do števila, koliko naših igrc uporabniki uporabljajo. Na mesec imamo 0,5 milijarde uporabnikov znotraj našega sistema. 26 milijard downloadov je do zdaj. Se pravi, veste, koliko je svetovna populacija? No, se pravi, več kot 3 naše aplikacije že vsak, ki živi na tem svetu, dejansko inštaliral in nekako uporabljal. Number one brand. Pri prejšnjem predavanju sem slišal, koliko pomemben je brand. Tudi znotraj mobilnih iger in vse ostalo je brand pomemben, ker s tem te prepoznajo. Pokrivamo market share, ki je zdaj 60%, v enem trenutku je bil več kot 80%. In imamo več kot 20 produktov na trgu, ki so zelo aktivni. Pokrivamo cel svet, se pravi, tudi mi potujemo. Tako da ta stvar je tudi ena taka sinergija. Vidite, ki imamo uporabnike razširjene, tako da se selimo z enega konca na drugega. Zraven tega se ne ustavimo in rečemo tako, če so tu produkti, zmer tudi pri vas razmišljate, kaj bi bilo bili zdraven komplementarni produkti, koliko še damo zdraven uporabniku, da bo bila ta izkušnja še boljša. Mi smo dali risanke, dali smo parke, fizične produkte in vse ostale stvari. In te rezultati so ful fajn. Pa ali smo dosegli cilj, ki smo si ga postavili, ali smo mogoče dosegli sam cilj. In ko imaš take podatke, se rečeš, vse je super, vse najbrž ta pot je bila ful smooth, bili ste v pravem trenutku s pravim produktom v pravem času in vse štima. Veste, kakšna je realnost? Taka. Tu je bila naša pot in tu je dejansko naša pot. Da malo dam ozadja, tukaj je en del menedžmenta na enem team buildingu. Štart je bil, pejte gor vsi na sup in dejte veslati. Zblojeno, vsak gre po svoje. Ko se je dalo, fantje, leta ten hajba piva na obali, tu je cilj, šibite ke. Verjemte, da je toliko pospešeno, ko smo prišli na obalo in tudi rešili uno nalogo, ki smo dobili, se ni vprašati. Noben se ni utopil in vsi smo bili ful veseli. In ko tu dobiš te rezultate in ko veš, kje je pot, se začneš spraševati, kako smo pa lahko prišli do tizga. In tukaj pridejo dejansko v igro podatki. Zdaj, s koliko podatkami mi operiramo? Prej smo videli številke, ki so govorile 2 milijona up-to-date podatkov skozi obdobje 10 let. Mi imamo na dnevni bazi več kot 5 terabajtov podatkov samo dnevnega doprinosa. Operiramo z več kot 3 petabajti
Veste, koliko je zdaj tistih nul treba dodati od zadaj? Za terabajt je 9 nul per bajtih. Pri petabajtih je še 9 dodatnih nul, se pravi 12 nul. To je tisto, kar trenutno na dnevni bazi operiramo in tu je samo tako največ do 3% podatkov, ki jih dobimo od uporabnikov. Premetanih je več kot 1,5 petabajtov podatkov na teden in delamo na več kot isto 1,5 mesečno potestiranih podatkov samo za distribucijo. To pomeni, da delamo razne analize, kako bi mi uporabnika prepričali, ne samo, da bo inštaliral igrico, temveč da nas bo sploh videl, da bo tisti naš brand zadosti prepoznaven, zadosti atraktiven, da bo rekel, pismo, to je pa smiselno, da jaz saj malo probam. In se sami veste, koliko jim ste na App Storeu, koliko glasov dnevno dobiste in kakšna je možnost, kakšen je vaš tako attention spent na telefonu. Koliko hitro scrollate navzdol? Najbrž tista, dokler vas nekaj neresno zaustavi. Delamo več kot 20 do 30 dnevnih product analytic testov. Tu so razni testi, ali boš da ponudim plavo barvo pomaranče, ali mu mogoče dam oranžno barvo pomaranče, da vidim, ko bolj boš konvertiral naprej. Delamo več kot 2 live testa tedensko. To pomeni, da ne gremo sam čim več podatkov, temveč dobite uporabnika in dobite od njega feedback, ker je drugačna perspektiva. Več kot 50 raznih testov samo za marketing na tedenski ravni in mesečni in poleg imamo še top of the funnel kampanje. Tu so pa take kampanje, kot so I Feel Slovenija, ki tako pokrivajo vse in zajamejo noter. In kaj je to? Na koncu tu sam dejstva, ki nič ne povejo. Pa si rečeš, pismo, če imam toliko podatkov, rabim nekaj, da jih bom znal zanalizirati. In tukaj pridejo noter v igro, ne moramo biti vsi strokovnjaki za vse, zato si narediš tim analitiku. O kakšnem timu govorimo tukaj? 2, 6, 9, kaj je tukaj, 18, 26 analitikov, ki delajo samo na teh podatkih. In potem pride tako nekaj, ok, imam podatke, imam analitike, imam produkt in potem pride tisto, aha, zdaj bom šel pa jaz do njih in pride tisto vprašanje, ti meni se nekaj zdi, imamo občutke, da bi mi malo tu preanalizirali, škej, če bi pa mi tu provali, zdaj najbolj naredimo pit stop. Zakaj sploh to govorimo od podatkov? Ima tukaj še odgovor? Prosim? Meni se zdi, da je tu sam ful velik trend. Ker je tako, dajmo zdaj, najprej je bila digitalizacija, potem dajmo delati velike podatkovne baze, zdaj rabimo podatkovne analitike, rabimo AI in tu bo vse rešilo. Veste, kakšna je bila moja prva izkušnja skoraj 20 let nazaj, ko sem začel delati? V osnovi nisem marketingaš, nisem nič turizma, hardcore računovodja in finančnik. Prišel podjetje in itak je bila, dajmo narediti veliko podatkovno bazo. In ena moja bivša kolegica še sedi tukaj, ki dela tudi na takih podatkih. In je bilo tisto, dajmo mi narediti ne podatkovno bazo, temveč data warehouse. To je bilo ful popularno takrat. In smo začeli podatke zbirati skupaj. In tu je zdaj tako, dajmo tukaj podatke, pa je bilo tukaj, dajmo kartice lojalnosti prepeljati podatke noter, pa smo imeli podatke o vseh produktih in na koncu je to končalo s tako res gromozansko bazo. In ko sem vodil tisti projekt, sem prišel do fanta, ki je delal na tej podatkovni bazi, sem rekel, kaj imamo zdaj? Oni, glej tu podatkov, glej tu tabelo, glej tu tabelo. In potem sem tako, ok, cool, fajn, tu. In potem je bilo, ti kaj bomo pa zdaj s tem naredili? In odgovor je bil, ne vem, sam imamo pa ful podatkov. In tu je dostikrat situacija, ko začnemo tako, ker je trend, začnemo ful zbirati in nekako je taka krivulja. Vsi v bistvu razmišljajo o tem, kaj bojo naredili s podatkami, kako bojo operirali s podatkami in panoge se razvijajo. Mi rečemo, ne, se mi tega ne rabimo, mi delamo s uporabnikom, mi delamo s turistom, mi ga poznamo ful dobro, ko unka pride na recepcijo, nam da ful informacij in pa pride do tega, ne rabim, mogoče bi rabil, ja, zdaj pa nekaj rabimo in potem tako oni, fuck, zdaj smo pa zafrkani, zdaj pa dajmo hitro eno nalepko gor, da bo zdaj, da tudi mi delamo digitalizaciji na velikih bazah podatkov, zato da bomo v trendi. In ko pridemo zdaj do tega, kaj je podatkovni analitik, analitika je ena od disciplin. Tisti, ki dela s podatkami, ne več drugega kot eden od tekmovalcev. In tisti, ki dela s takimi podatkami, ki so vezani na vaše poslovanje, na naše poslovanje, je sam tak specializiran tekmovalec, ki dobro ve, kaj mora delati in ga lahko ti dobro uporabiš. Kdaj dobi vrednost?
ko imaš ti marketingaša, produktnega vodjo, finančnika, tu so vsak z različnih disciplin. In najboljše to analogijo malo obrniti in reči, kaj imamo na igrišču, ko igramo futsbal, ko igramo košarko, imaš branilca, napadalca, vezni člen, imaš trenerja in tu treba ekipe zmer dobro sestavljati skupaj. Ko vsaka funkcija ima svojo vlogo, posamezno je neč, golman sam pri sebi ne bo neč. Če ima same golmane na terenu, neč ti ne bo naredili. Če imaš napadalce, boš fasil ful holu, pa tudi če boš ful lepo padal pred holem na drugi strani. Podatkov je danes enostavno preveč. Kaj nosite v žepi? Veste, koliko podatkov, prej sem kazal, se sprocesira prek telefonov. Kaj narediste, ko ste šli danes sem na Brdu, če ne ste točno vedeli poti? Google Drive, kaj vam je pokazal? Koliko časa ste rabili do tukaj, ki so zastoji, ki je oranžno, ki je rdeče, ki je najboljši obvoz. Kaj mislite, da je toliko pameten od zadaj, da vse tu predikta ali ima nek satelit, ki tu monitorira? Ne, sami pošiljamo podatke noter. In te podatki so ful relevantni. Te podatke, dejansko jih je kolikor češ, treba jih je sam pametno uporabiti. Zato podatki predstavljajo brutalno veliko odgovornost. Zakaj? Ker so nekod sam še podatki in nič drugega. Kdaj postanejo te stvari pomembne? Ker vemo, kaj z njimi delati. In takrat pride podatkovni analitik noter in takrat pridejo te velike baze do uporabe. In ko jaz vidim analitika oziroma vse podatke kot eno največjih prednosti, ki jo ima podjetje in po drugi strani največjo slabost, ki jo lahko imaš. Ker če se zakajljamo noter, dajmo zdaj narediti to veliko bazo, dajmo začeti vse analizirati, bomo ostali na mesti. Ker tu bo tista situacija, ki sem prej omenil 20 let nazaj, ful smo imeli, a nismo vedeli, kaj bomo s tem naredili. In če ne vemo tudi s tem analitikom, ki ga zaposlimo, ki bo tu analiziral, kaj delati, bo dejansko bil sam še nekdo, ga bomo hranili in sam še več časa bomo zgubili in neč deliverali ven. Vsi poznate Gospodarja prstanov. Ok, mal primer na strip. Gospodar prstanov, kaj je dobo tiskati, ko se je že klical tak, je bil hobit, Frodo. Ki ni dobil noter naloge, pejdi in uniči prstan, ker drugač bo bil konec sveta, vsi se bojo stepli med sabo. In kaj je naredil? Zbral je svojo ekipo, drugih hobitov, in imeli so ful dober načrt. Mi moramo priti do one gore, ker so noter, kaj je že oni, večni ogenj in mimo se žali prstan. Se predstavljate, tu je naloga, ki jo imate. Vi greste kadarkoli, vsak dan dobiste ful različnih nalog, ki jih morate izpolniti, to je nekaj podobnega. Zberete tim, začnete analizirati in rečete, sem bomo šli. In ker jim se še vseh najboljših indicov, se rečete, zdaj pa bomo mi prvi in bomo dali še noter, ki bo te podatke malo interpretiral in tu bo podprto. Zakaj dostikrat tudi rečemo, dajmo dobiti analitika? Ker zdi se mi, da je v turizmu dosti podobno kot v marketingu ali v kakšni kadrovski funkciji, ker tu je najlažje tako revidirati in vsak ima misli, da lahko nekaj komentira. V marketingu je tisto, tista reklama je en klinc, mi bi naredili boljšo, ali pa v turizmu je, se ta produkt je ful dober, sam če bi dali še par sendvičev zdraven, bi bilo boljši, ker to je tako, ful easy je skomentirati. In tiskrat se rečeš, pismo, če bomo imeli pa analitika, bomo imeli hardcore podatke, tu bo pa pole, bomo šli do onha, ki odloča, do direktora in rekli, mi smo tu in tu predlagali, on bo rekel, sam, ne, ustavi se, tukaj imamo report, tu je vse potrjeno, on bo rekel, ok, če pa številke tu govorijo, pa se bomo pa odločili. In začnemo dejansko malo prenašati odgovornost na razne analize, podatke in statistiko. In takrat se pojavi ta analitik kot Deus de machina, pride dol in on reče, jaz bom tu zdaj zanaliziral, mi ga vsi tako embracemo in začnemo, da lahko tu narediš, lahko to in on začne svetovati in reče, dajmo tu narediti, tako bomo šli na pot, te spremembe bomo naredili, začne narediti full testu, reče, ker ste pogledali tu, pa bomo naredili tu, na koncu ste oboroženi z tako gazillions of things, ki jih začnete uporabljati. Res ste na pot, on reče, čau, super, jaz sem končal svoje delo, vi ste srečni. In kakšen je rezultat? Prijeste do gore, prsten sicer zleti noter in z njim še del ekipe. Ker naloga je bila, uničite prsten, ma ni bilo rečeno, uničite prsten, pa ne se suče vsega ostalega zdraven, pa ne tega narediti. In tukaj bohi Ginger je ful lepo zletel noter v lavo in ga ni več. Produkt, cela pot je bila ful fajn, sam na koncu rezultat je bil malo tak mjah.
Zato je pomembno na eni strani razumeti na preteklih podatkih, kaj se je zgodilo, analizirati benchmarking analize raznih trendov, še bolj pomembno pa je razumeti, kje so priložnosti, kaj lahko naredimo in zakaj to sploh rabimo. In katero besedo sem do zdaj fulkrat uporabil? Katero? Ne, eno drugo. Ne, še eno sem še večkrat. Eno vprašanje je bilo. Ena beseda začne se na Z. Ja, kdo je rekel? Ja, vprašati se treba zmeraj na začetku ful preprosto, zakaj to delamo. Ker če nimamo tega odgovora, se veste, kako je pri otrocih. Začnejo ti pridejo, tata, zakaj ne smem gledati televizije? Ja, zato ker je pozno. Ja, ma zakaj je pozno, vse ni še zunaj svetlo, zakaj tega ne bi smel jaz gledati? Ja, zato ker je jutraj šula. Ja, se vem, da je šula, vse sem že vse naredil, zakaj jaz še zmeraj ne smem gledati televizije? In po največkrat je odgovor, zato sem jaz tako rekel, bež v sobo in daj mi mir, ker rabim zvečer cajt. Če ne znaste dobiti odgovor, že na prvi zakaj, na drugi, na tretji, na četrti je dostikrat zelo težko, pol je tista stvar, ki ste jo začeli delati, največkrat nepomembna oziroma ne veste točno, zakaj ste šli na pot in kaj hočete s tem sploh doseči. Da lahko to narediste, ni pomembno samo, da dobiste eno smer podatkov. Prej sem rekel, da je ogromno podatkov, ki se jih otepamo. S temi podatkami dobiš mogoče eno dimenzijo in tista dimenzija ti kaže, grem sem. Ma tu je, grem skozi vrata. Če dobim še drugo dimenzijo, ki mi jo da recimo produkt, se pravi, eno so podatki iz marketa, drugo je tisto, kakšen je naš produkt, že vemo, ok, moram iti tisto smer, samo moram malo zaviti sem. In ko dobim tretjo stvar, v tem primeru pri nas je marketing, pole veš, aha, zdaj sem pa jaz moram gibati 3 točke tukaj, ki je bil tudi tabornik od vas, ali pa scout. Vse veste, kako je, triangularno pozicionirano, rabiš 3 točke, da pa veš, kam točno jeti, ker če da samo eno smer, tu je razpon je tak. Čim bolj zožeš in čim več podatkov zbereš skupaj. In kaj je danes največja vrednost? Da znamo te podatke pametno povezati med sabo in jih razumeti. In pole pridemo do sweet spota, ko vemo, kam jeti naprej in zakaj. Zdaj, ko me najbrž tu poslušate, se vam poraja tista stvar, zakaj je zdaj to, če sem pameten in teži s tem, mi tako poznamo svoj produkt ful dobro. Mi tako poznamo svojega uporabnika bistveno bolj kot tudi drugi, ker smo itak vsak dan z njim v interakciji. Mi smo cari. Tudi tu smo mi mislili doskrat, da smo cari. In kaj se pa vprašamo, ali mi razumemo, kakšna je pot od našega produkta, katerega mislimo, da je ta prav produkt, do končnega uporabnika in nam bomo res dobili perfect match skupaj. Ko doskrat razvijamo ful dobro rešitev, pridemo tudi do uporabnika in kako vidi uporabnik tega Toma, ki je tukaj ful velik car, nekaj tazga. Zato so bili vsi podatki ful dobro sestavljeni skupaj, dobili smo vse puzle. Ne bo tukaj, destinacija morje, rabi imeti senco, prišel bo z letalom, rabi prevoz. Ma kaj pa če njegovo popraševanje sem tu, kaj lahko jaz dobim samem plac, da bo bila tišina in da bom jaz v miri bral knjigo. Tega se noben ne vpraša. In kako bom jaz do tega uporabnika prišel? Mogoče je tu popolnoma drug segment in naglaševanje, kako mi delamo vse okoli, je popolnoma nepomembno. Zakaj je tu pomembno? Da začnemo in se vključimo že na začetku. Ko delamo, razvijamo nek produkt, je treba imeti v mislih, za koga ga delamo, kdaj ga delamo, koliko časa nam bo tu vzelo, ali je tu stvar, ki je bila pase in jo zdaj sam sledimo in hočemo še nekaj reproducirati in da jo testiramo. Tukaj je recimo popolnoma drug cikel, vendar se kar analogično ponavlja povsod. Ali govorimo o proizvodnji kruha, ali govorimo o developmentu igrc, ali govorimo o turističnih storitvah. Na začetku imaš idejno fazo. Imaš R&D, distribucija, oziroma tisti, ki so zdraven, ki bodo tu stvar plasirane na trg, so vključeni. Imaš predprodukcijo. Ko ne rečeš, aha, zdaj sem tu je cilj, zdaj grem do končnega produkta, ne, začneš testirati, delaš na manjših samplih, dobiš razne podatke od uporabnikov. Šele na tu prideš v produkcijo. Sem tukaj ni, aha, zdaj bomo pa mi sproducirali in se ne bo nič spremenilo. Stvari se adaptirajo. Ne moreš reči, ne vem, koliko časa traja razvoj neke turistične storitve. Vendar najbrž ni tu
od danes do jutra. Razvoj ene igrice traja od leta do leta in pol. V tem času se trg lahko obrne tako. Stvari je treba prilagajati in ves čas je treba biti in sync. Tisti, ki producira, tisti, ki bo to stvar prodajal in končno mora biti tu v viziji s celo firmo. Potem to stvar lansiraš, šele takrat dobiš dejansko to prav odziv od trga. Ali sem tisto, kar sem zdaj razvijal, je šlo v pravo smer, ali smo totalno zašli. In ko je stvar zunaj, ne rečeš tako, zdaj sem naredil svoje delo, grem na drugo stvar. Ne, čekiraš, kako se odziva, ali je treba posodabljati, ali je treba spreminjati. Včasih, nažalost, je treba reči, tu pa ni več tu, kill it in greš na nekaj drugega. Ker vsi veste najbrž, da če daste produkt, ker ne gre naprej, pa je bil mogoče vaš baby in ste vsi tako attached na njega, to še zmer pomeni vaš čas, mogoče čas še na druge ekipe in vse skupaj vleče nazaj. Saj v firmah je dosti, če tudi pri nas pustimo noter, vsi tisti, ki res vlečejo naprej in vidijo, da je tam nek tak gnilo jabolko noter, je tako, zakaj pa oni lahko tu delajo, zakaj pa tu še zmer delaste in argument nazaj, zato ker je pa tu moj baby in sem jaz na to ponosen, ne bo štimo, ker s tem vse skupaj povlečemo dol. Treba razumeti, na čem delamo. Ali gremo delati nekaj, kar je popolnoma novega, se pravi delamo exploration, ali delamo na posodobitvah obstoječih produktov, to je exploitation. Ko vemo, kam bomo šli, se tudi odločimo, kakšne ekipe bomo imeli. Ali bomo imeli ekipo, ker imaš tako guerilla style, mi doskrat rečemo tako work group ali pa specialci, tu so najbolj odbiti ljudje, ki jih rukneš gor in jim rečeš, tukaj imate čas, imate resurse, delite stvari tako totalno jolo in pridite z nekaj ven. Lahko pa imaš ekipe, ki so tako zelo strukturirane, tu so ponovadi, ko razvijaš ali pa adaptiraš stvari, ker vejo, toliko časa mi bo tu vzelo, rabim tega strokovnjaka, rabim tu potestirati in gre naprej. In v končni fazi, kakšne ljudi bomo rukali noter. Verjetno ste vsi v svojih ekipah kakšne pionirje. Veste, kdo so pionirji? Tu so oni norci. Tu so oni nekontrolirani, ker jih tako dobesedno s pasti skitne in rečeš, delite stvari, kar je, in te ljudje so dosti destruktivni. Tu so oni, ker je fajn, da ga spusti skitne, ma še zmer mu daš malo tako okvira, dokoliko je lahko crazy. Ko on dobi neko idejo in tista uspešnost teh idej je zelo majhna, govorimo lahko par procenti o idej, ki so zelo dobre, za njimi pridejo pole settlerji. Tu so oni, ki pridejo, predstavljate si divji zahod, ki že pridejo z uno malo večjo vpreho, z unimi vozovmi starimi, ki so si postavili že malo tako ogrado, pa so les uporabljali in so naredili, tukaj bo pa naša postojanka, rabimo bar, rabimo imeti zakojne nafutrati in nekaj, da bomo spali. Te so tisti, ki že malo bolj strukturirano rečejo, to je pa tisto, kar bi šlo zdaj že smiselno v produkcijo. Po vseh testih pa pride do zadnjih, ki so pa town plannerji. Tu so pa tisti, ki si rečejo, zdaj pa vemo, kaj modeli in oni začnejo zidati mesto, postavijo ceste, postavljajo kanalizacijo, vodovode in vse ostale stvari, da lahko pole uporabniki to stvar začnejo uporabljati. To je tista stvar early adaptation, oziroma tu so oni, ki testirajo, early adaptation in pole everyday use. Kje mislite, da je zdaj, prej sem parkrat slišal AI, v kateri fazi? Točno to. Vsi ga imamo, vsi mislimo, da ga znamo uporabljati in ratalo tako, če ga ne uporabljaš, pa si out. Kaj je pomembno, spet govorim bolj iz lastne perspektive, da je vsak od nas lahko vsaki od unih vlog. Vsak lahko dela v vsaki strukturi in vsak lahko dela na vsakem cilju. Ker če mešamo stvari, mešamo znanja med sabo in jih znamo na pameten način povezati skupaj, pa začnemo ustvarjati priložnosti. In v nadaljevanju bom prikazal na podlagi outfita par stvari, kako smo en drugemu konkretno stopili v zile, ker ni bilo tisto, tu je moj vrtičk, don't touch it, ali pa that's not your job, tu je moje. Doskrat je tudi ona varianta, tu so moji podatki, ne dam jih proč, ker so preveč vredni in jaz bom dobil rezultate ven. Če delamo na tu, smo ful omejeni, premiki so ful počasni. Kako maksimiziraš vrednost prodaje glede na marketinške stroške? Začel se je tako. Imate kakšno idejo, kdo je stopil v vrt
marketingu. Finance. Zakaj? Ni bilo ono, vi preveč porabljate, ideja je bila, čakaj, mi kalkuliramo, koliko hitro se nam stvar povrne, kaj pa, če bi mi tu naše znanje mogoče aplicirali na marketinški trg. Se pravi, imamo podatke, koliko visoko rangiraste, koliko uporabniku rabste pridete na tih strank, mi približno iz podatkov vemo, koliko jih prideš že naravno, samo še toliko jih moramo kupiti. In iz tega se je razvil model, ki je dejansko s čim manjšim vložkom, tukaj govorimo o 50 000 evrov na ameriškem trgu, smo prišli na top ranking pozicija na ameriškem trgu. Zato smo dejansko dovolili, oziroma smo si malo pustili stopiti vzele v drug tim in stvari so dobro štimale. Kako lansirati produkt, nov produkt na podlagi dejansko starega? Predstavljajte si, tisti, ki razvijajo nov produkt, vložijo noter 2 leti developmenta, govorimo o pol milijonov stroškov razvoja, in potem priš marketing in je rekel, tu bomo pa mi lansirali kot star produkt in bomo sam rebrandali. So bila uha dol, ne bomo, na koncu se je tu izkazalo, da je My Talking Hank Island najboljša stvar, ki smo lahko naredili. Kaj se je videlo, cel trg se je razvijal popolnoma v tej smeri, da je penetracijska ovira, da pride z novim trgom toliko visoka, da bi mogli zmetati noter par 10 milijonov, imeli pa smo že produkt, ki se je klical podobno, bil je My Talking Hank. In ko smo videli, da je tisto ima toliko zgodovine in če mi damo sam super update gor na tu, bo tu sam povleklo navzgor in spin-offalo. In ta stvar je dejansko uspela. Se pravi, spet je bilo ono, ni bil produkt prvi, temveč je bilo, kaj hočemo doseči. Hočemo doseči najboljši produkt, ki bo dosegel največ uporabnikov. In je bil, da je cross the boundaries. Ena taka prebujena uporabniku iz ekranske slepote. Kaj veste, koliko aplikacij imate na svojem telefonu dnevno? Trenutno. Ja, slišal sem 40, tam do 40 aplikacij gor. Koliko jih je pa dnevno uporabljenih aktivno? Tam 5 do 6. Zelo malo. In kje je ekranska slepota? Dajte, znaste povedati, kje aplikacije imate tako na home screenu gor? Verjetno za par jih znaste, za tiste, ki dnevno uporabljate, tudi tistih 6, za vse ostale dejansko nimate pojma. Kje je naredila analitika? Nič se ni dogajalo na enem produktu, to so dnevni uporabniki, samo neki spajki so bili tako tukaj počečkano z rdečim. In nobene pojasnila ni bilo od zadaj. In analitika je šla gledati, reka, kaj se je v tem trenutku sam zgodilo, in edina stvar, ki smo naredili na App Storeu, je, da smo spremenili barvo ikone. Zakaj? Ker tista slepota, ko ti, če bi vsak dan prišel sem in hodil in te mize, tukaj je flaška in tu je zame ratov inventar. Če bi nekdo to flaško premaknil, jaz bi šel spet sem, rekel, fakt, tukaj pa nek novha. Če ne bi vedel, kaj jaz sem, ustavil bi se tukaj in mogoče bi začel raziskovati. In isto, ko smo zamenjali sam barvo ikone, se je na število uporabnikov, ki so bili reaktivirano, povečalo za par 100 000 uporabnikov dnevno. Seveda so pa različne raziskave, kakšne ikone dati, tu so pa tista testiranja, na koncu je ratalo iz lepe angele, ratalo totalno crazy, ker je imel še lepši efekt. Še ena stvar, kako lahko produkt, se pravi oni, ki so razvijali, je dal kontra marketingu, če je prej marketing sfrkal razvoj novega produkta. Zlorabili so marketinški kanal za svoj nov produkt. Kakšna je bila stvar? Mimo cross-promo mehanizem znotraj aplikacije. Prideš v našo aplikacijo in tam imaš ogromno pozicij, ker ti naše oglase za lastne igre meče naprej. In tukaj je zelo taka slaba izkušnja, ker uporabnik klikne, pogre na App Store in mora downloadati in igrati. In začeli so razmišljati, zakaj ne bi naredili nekaj zelo native. In trenutno prešitev, ki je na trgu, je, da je dejansko tu popolnoma nov produkt. Ti igraš igro in nevede prehajaš iz ene igre v drugo. Brez da bi šel ven z aplikacije, podaljšaš se čas noter, podaljša se engagement in izkušnja je super. Tu so zdaj primeri ful dobre prakse. Priš malo do tistih fuck-upov, ki smo jih naredili. Zakaj se je tu zgodilo? Ker smo tudi zelo dobri v tem, da delamo assumptions. In assumptions, ena prvih stvar, ki sem se naučil v Outfitu, je bilo, ki je bil tisto, meni se zdi, je bilo assumptions je dosti enako kot making ass out of you and me.
In ki so bili taki, lansirali smo My Talking Tom Friends. Tukaj vidim, da tako po starosti smo si tam, vsi smo bili še v obdobje, ko smo poznali Friendse. In analogija je bila takoj, My Talking Tom Friends, Friendsi so ful popularni, idemo narediti mi ikono oziroma kreativo s Friendsi. Na uni strani, tukaj so Tom in tu, ki mislite, da je tu performalo? Igra je za tiste, ki nimajo pojma, kdo so bili Friendsi. Se pravi, je bilo tu tak polom, da več ga ne bi mogli imeti. Še ena stvar, ki je bila v zadnjem času, ful se dela na teh cross-labih. In mi smo imeli v Hero Dashu, tu je enih iger, ta collaboration oziroma sodelovanje z Ladybugom. Oba brenda sta ful močna, analiza je bila narejena, target audience, perfect match. Če mi damo naše produkte v njihovo igro in oni v našo, bomo mi sam razširili celoten segment. Stvar na papirju ful dobro štimala. Zaženemo kampanjo, poveča se število uporabnikov enormno, tu so bili inštoli, a uporabniki, ki so ostali z nami, je bil tako, cap, kaj za Boga je to? Šlo se je gledati spet malo podatke in spet izkušnjo, to je bilo pa prek testiranja. Ja, mi smo dobili ogromno uporabnikov, ki so bili vezani na Ladybug in oni so dobili ful takih, ki so videli na ikoni Angelo. V našem primeru prišli so noter in kaj so pričakovali? Da bo prva izkušnja, jaz bom laufal z Ladybug in bom delal crazy stvari skupaj z Angelo. A naš produkt je implementiral Ladybug tako po 10 minutah igranja, se pravi gameplaya. Če ti ne dobiš takoj tisa, kar si nekomu obljubil in tista stvar ni vidna, pa si izgubil za zmeri. In tukaj ni bil fail, smo se zmotili, tukaj je bil tak lesson learn, ko se je izgubilo ogromno uporabnikov, ki jih nikoli več ne bomo dobili nazaj. Ker če nekaj enemu obljubiš, pa ti ga ne deliveraš in mu daš, lahko pozabite nanj. Še ena druga stvar. Sem zafrknil. Friendse sem prej omenil. Ful dobra ideja je bila, dajmo mi narediti app, ker tu je bilo spet po raznih feedbackih in vsemu, dajmo vse naše karakterje skupaj noter v eno igro in ljudje bodo interaktali z njimi. Itak, naredimo app, tu je bil tisti Friends od prej, dejansko ogromno inštolo. Produkt je bil ful uspešen. A mi smo videli noter, da dejansko uporabniki ne uporabljajo featurejev. Zakaj ne? Ker so bili, kar naenkrat je bilo vsega preveč. In potem smo šli delati user teste, ko spet analiziraš podatke in potem se je videlo, da v bistvu uporabniki hočejo igrati z vsemi naenkrat, vendar da ima vseh 6 mulcev naenkrat tam, ker eden bi rekel, jaz sem lačen, drugi bi šel na WC, tretji bi risal, je klaustrofobično. In ko smo delali user teste, se je izkazalo, da ena skupina je tistih, ker hočejo mulci, zdaj boste šli vsi jesti in jih posedejo vse za mizo, poleg jih vse dajo spat, poleg jih dajo spet vse se igrati in to je tista prav tako vzgojiteljska. To je bil nickname te skupine. Druga skupina je bila taka, 6 jih je preveč. Jaz bom začel z enim, se bom navadil na enega, na 2, na 3 in tisti so hoteli imeti enega za drugim. Tu so bili starši. In potem je bila srednja skupina, ki so bili pa totalno kaos, briga nas, dajte nam vse noter in tisto je špilalo. Stvar smo popravili, je pa ena ful dobra marketinška stvar ratela ven, ko smo tu videli, da je v bistvu stvar ful kaotična, je bilo, dajmo narediti oglas, ki bo kazal tu največjo frustracijo. In ni bilo tisto, dajmo pokazati, koliko je igrca fajn, dajmo pokazati, kakšen suffer je. In oglas se je klical Screaming Lady. Ful simple vprašanje je bilo vrt, kaj ste jih sposobni handlati vseh 6 naenkrat. In reakcija staršev bila no fucking way. Ta oglas je dejansko performal najboljši. In je še zdaj igrca zunaj že 5 let, še zmeraj ima najboljše rezultate. Se pravi, spet smo izkoristili nekaj, kar je bilo totalno jolo in ven iz comfort zona, zato da nam je pomagalo na eni popolnoma drugi stvari. Izkušnja ven iz tega, oziroma če povzamemo, nikoli ne misliti sam na svoj vrtičk. Razmišljate o vseh stvarih, so tam in razmišljate še malo čez. Če bo včasih popularen 360 pristop, 360 plus, ali pa popolnoma zrešte tu ven in ne biti zalokani noter v stvari, ki jih imste, dajte si peš čas, da prežvečeste stvari, da rabste neki novega, ne vas neki rukne popolnoma ven z comfort zona. Včasih rabste une, ki so bili že pioneers oziroma skauti,
da vam pridejo težiti v pisarno, težiti z nekimi argumenti in ne jih cebniti ven in reči, mi že vse znamo, zdajte se z njimi pogovarjati. In začnete, zakaj tako misliš, kaj pa če bi to naredili in pride do drugih idej. Če imamo preveč podatkov, koliko od vas je že držalo švajcarja v roki? Vse se spomnite unih 26, 52 gadgetov gor. Ali je ta stvar uporabna? To je, pismo, noč hočeš tako, pa primeš, kot da primem telefon in zdaj si bom lupil jabolko. Ni šans. Tu so rešitve. Simple, ko točno veš, kaj je. Zakaj je to pomembno? Ker če preveč analiziramo, pridemo v paralizo analize. In tega noben noče. Začnemo se rolati v velikih količinah podatkov, zdi se nam ful fajn, da imamo dashboarde, da imamo pa še en dashboard in pol ljudje enostavno ne vejo, kaj bi s tem delali. In tudi danes, prek se rekel prompt v ChatGPT, ker imamo toliko dostopa noter, če mi ne vemo, kaj vprašati, je brez veze, da ga uporabljamo. Ker podatki so tam. Na nas je pa kaj sprašujemo in kako bomo to stvar uporabljali naprej. Ker drugače smo tako solo, superstars, ko enemu bendi, ko imaš ti enega, ki je od sprede, ki misli, da vse vej in bo vse sam na nanj šlo, kakšen solist na kitari, Steve Vai. Stvar bo bila ful dobra, vse bo lepo štimalo, sam publika bo lih nek podobnega kot vi. Geeki, ki bo sam gledali unha gor in bo, koliko je on dober. Oni od zadaj, ki so tudi dobri muzičari, bo bilo pa tako energija gor, bo tista, ok, I'm here just to do the job. Druga stvar, ki pa je, ki je kakšen igral v bendi kdaj. Kako izgleda v srednji šoli, če imaš bend? In tako glavna stvar je, da imamo imeti bend, da bomo bili na odri, da nas bojo punce gledale. Sam ponovadi je tisto, znaš 5 akordov, nekaj ružiš, sam kemija, ki si gor na odri, je crazy. Tudi če zafušaš, folk bo od spodaj noril in ti točno vedel, sam pogledal se boš tu, koliko takih stvari štimejo skupaj. Pesmo si delati napake, zato da bomo lahko dejansko uživali v tem, kar delamo. In tudi oni od spodaj bojo zaradi tega uživali. Povzetk, bodite zdravem povsod, predvsem pa v idejni fazi. Ko greste na projekte, ko razvijate neke stvari, delate s podatkami, jasni cilji, zakaj, kako, koliko časa in vsi moramo biti noter. Eno od principov načel, na katerem mi delamo, je, če se z nečem strinjaš, pa stoj za tem. Ko se enkrat potrdil, popet v akcijo. Dovolite si reči ne in sprašujte in sprašujte, sprašujte. Če nekdo pride do vas, šef, in začne, tu boš naredil, vprašajte vas zakaj. Imejte odprto komunikacijo, bodite žleht, ker včasih je treba malo špikati in ne vam bo fejs dolgcet. Ker če vam je dolgcet, pa se ideje malo razvijajo. Štartite z eno, dajte si malo več časa, da se bo tista stvar malo pretenstala in pole pridite z njo naprej. Ker na koncu, če mislimo, da vse znamo, se nič novega ne bomo naučili. In spet ste sebe sketne. To je to. Hvala.